Ok, za ta video sem hotela samo še eno stvar povedati. Trenutno sodelujem v projektu Reci ne nasilju. Meni se zdi ful dobro sodelovati v tem projektu, ker se mi zdi, da sploh med mladimi je treba včasih tudi vzeti temo nasilje, čeprav se vsi nekako bojimo te teme oziroma ne radi govorimo o tej temi, ampak nekako bi lahko za vsakega rekel, da je bil že deležen kakršnegakoli nasilja, ker obstaja res zelo veliko različnih nasilij. Po mojem se vsi najprej spomnimo na tisto fizično nasilje, pač da se dejansko stepeš, ampak mislim, da je tega vedno manj. Med malimi v osnovni šoli mogoče še vedno se kakšni pretepi ali kar ampak meni se zdi, da včasih veliko bolj boli tako psihično nasilje, ker so kakšna zbadanja, kakšno ignoriranje, kakšno odstranjevanje ljudi namerno iz svojega življenja ali pa samo kakšno manipuliranje z ljudmi. Naprimer tudi nasilje v ljubezni tudi obstaja, ali pa nasilje v družini, nasilje med prijatelji. Nikoli se nisem rada kregala ali karkoli. Lahko rečem, da sem bila deležna, ne vem, po mojem tudi zaradi YouTubea, ampak nimam nobenih takih hujših izkušenj, da ne bo kdo kaj mislil, tako da moje mnenje glede nasilja si lahko pogledate na temle linku ali pa spod v description boxu je link do mojega intervjuva o nasilju. Nisem mogla govoriti iz svojih velikih izkušnjah, imela sem ene male izkušnje, ampak sem probala povedati tako, kot se meni zdi, se pravi svoje mnenje in nekako probala, kako bi jaz rešila to situacijo, tako da to si res lahko pogledati. Pa še ena stvar je, ob tem projektu Reci ne nasilju poteka tudi natečaj, kjer lahko vi posnamete svoj video, se pravi, če ste na primer hoteli kdaj postati youtuberji ali pa če hočete postati youtuberji, je lahko to nekako vaša prva točka oziroma prvi razlog, da dejansko začnete to delati, je, da naredite en tak hud sketch video, ki traja maksimalno, ne vem, 3 minutke, kjer predstavite, kako v bistvu reči ne nasilju. V tem videu nekako zaigrate, se pravi, to se reče sketch video, lahko povabite kogarkoli in naredite nek tak hud video. Drugič, lahko samo poveste kakšno svojo izkušnjo, če bi radi delili, ali pa vaše nasvete, ali pa kako ste vi prišli ven iz tega, ali pa karkoli. Lahko samo splošno, karkoli. Jaz kot primer bom opisala, kako bi jaz to posnela, če bi jaz to snemala. Jaz bi v bistvu, po mojem, to posnela, da bi jaz igrala v bistvu ena oseba, se pravi, recimo, da je tukaj neka Kaja in da je Kaja deležna psihičnega nasilja. Psihično nasilje je, na primer, ignoriranje, to se po mojem največ v srednjih šolah dogaja. Nismo več tako otroci in pač se nam zdi to zbadanje pa to že malo tako, zato pač samo ignoriramo to osebo, samo tega sem bila deležna. Primer, da je tukaj zdaj še ena oseba Kaja in da je bila Kaja deležna psihičnega nasilja in bi zdaj rabila mojo pomoč. Kaja mi pove, da njene najboljše prijateljice so začele samo ignorirati in da sploh ne ve, kaj je narobe naredila in kako priti do rešitve. Tem bi posnela, kako jaz probam na to odgovoriti iz svojih izkušenj, kaj sem jaz probala narediti. Da vedno rečem, da je pogovor najboljša stvar in da se usedemo, ne da pol tudi jaz, Kaja, začne njih ignorirati. In v bistvu vprašamo, ali je v meni težava ali je v njih težava. Kako tudi, na primer, lahko vidiš, kdo so res tvoji pravi prijatelji. Jaz bi pa še vseeno te Kaji svetovala, naj zaradi tega se ne ona spremeni oziroma se naj ne proba spreminjati zaradi tega, da bi jim bila spet nazaj všeč ali pa še bolj všeč, ker se mi zdi, da pač ti si to, kar si. Če boš bil ti fake pred ljudmi, je to sam zelo slabo. Tisti ljudje, ki te bodo imeli res radi takšen, kot si, tisti so res tvoji pravi prijatelji. To bi jaz povedala Kaji, tako bi vse lepo posnela in to bi bil v bistvu moj sketch video in to dejansko tudi mislim. Tako da, če ste bili deležni kakšnega ignoriranja, karkoli, probite to, kar sem vam zdela, sploh ni toliko veliko stvari. Pogovor, ne se spreminjati, vidiš, ali so res tvoji prijatelji ali ne, vprašaš druge za nasvet, jaz se grem vedno svoje prijatelje vprašati. Takšen video lahko tudi vi posnamete, gremo hitro po kamere, telefone, karkoli imate, ne se zdaj sem zaradi tega kupiti kakšne nove kamere ali pa karkoli, lahko seveda s telefonom posnamete, ni problema. Lahko mi pišete za kakšen nasvet, mislim, da vkratkem tudi prihaja video, kako jaz delam svoje videe, da boste lahko tudi vi naredili kakšen hud video, ali pa če bi radi postali youtuberi, da vidite, kako jaz v bistvu tele videe za vas ustvarjam. Mislim, da sem se že v bistvu poslovila od tega videa, ker sem snimala z družino video, ampak se še enkrat poslavljam, imejte se fajn, bodite pozitivni in na vse zadnje rečite ne nasilju. In se vidimo v naslednjem videu, ki bo zelo kmalu. Čači!